v dolgih progah nekako uživam, tam se počutim najbolj samozavestno. Ja, v bistvu, ko sem začela trenirati, tudi nisem želela tekmovati, bolj sem želela samo trenirati, uživati v treningih. Ja, cilj je bil 3:20 na kilometer, kar bi bilo 33:20. Ja, v bistvu krosi so me v Ameriki najbolj navdušili, in še zdaj jih pogrešam tukaj. Mislim, prvo kot prvo zmaga, se mi zdi pa, da lahko tečem tudi zelo hitro, tam okrog 1:12. Spoštovana publika, drage dame in gospodje, sredi ene od poletnih neviht sem na drugo stran zvabil posebno gostjo. Ja, lahko vidite, oblekel sem državni dres, tako da zadeve so resne. Moja gostja pa danes Liza Šajn. Živjo, Liza, kako si? Živjo, super. Kje sem te snel za tale podcast? Glih sem par dni nazaj, v Ljubljani, v Sloveniji, potem pa jutri pa gremo že naprej na balkansko prvenstvo, tako da, ja, glih med tekmami. Mislim, kar na 5-urnik tako greš na evropsko, na finsko, pol greš v Bosno, na balkansko, kam greš pa naslednji teden, ne vem. Naslednji teden bom doma, pa spet naprej na Pokljuko. Super. Super, ti ustreza, ne vem, na 5-urnik, recimo, si človek za take situacije ali ti kdaj malo preseda vse skupaj? Načeloma imam rada svoje rutine, tako da sem kar rada doma, ampak tako za treninge pa tekme pa rada kam grem. Mislim, posebej za evropska prvenstva pa svetovna, pa tak, se pa že gre, a ne, se tisto pa pač, ja, marsikdo bi ledvico dal, da bi lahko šel, ja, to je res, pa ne pride, ti si bila zdajle, kako je bilo na Finskem, kakšne so gol temperature, recimo? Ja, zelo prijetno, tako, je toplo, ampak meni je bilo zelo všeč na Finskem, narava, temperature super, tako da smo se imeli fajn. Čakaj, v katerem koncu Finske ste to bili? Ja, tekma je bila v mestu Espoo, to je 20 minut stran od Helsinkov. Pa tam je bilo, ker je bilo evropsko prvenstvo v 23, kar veliko športnikov, koliko vas je bilo na kupu atletov? Ja, ne vem ni številke, ampak veliko, ja. Je to izgledalo, ne vem, kako pa izgleda recimo evropsko prvenstvo v 23, recimo? Ste to bili nekje skupaj nastanjeni, je to malo manjšega formata vse skupaj, kot ne vem, kakšno svetovno olimpijske? Mislim, s tem ne morem primerjati, ampak je kar pač je zelo dobro organiziran, tam so vse reprezentance, organizirana je pač nastanitev, potem pa tekma pa nekako kakor tekma, edino vse je malo večji. Koliko je bilo gledalcev recimo na samem štadionu? Ja, tudi to je bilo super, tribune so bile zapolnjene, in ja, vzdušje je bilo odlično. Ja, najbrž si vajena nastopati tako pred polnimi tribunami, kot recimo pred malo bolj praznimi. Je fajn najbrž, če je tam množica ljudi, ki vsaj da malo od sebe. Ja, sigurno, pač pomagati, da iztisneš vse iz sebe, in ko kar doni okrog tebe, je res super. Ali mogoče malo bolj pod stresom, mogoče ali pa pod pritiskom, ko prideš na štadion, pa vse tam poln, pa rečeš, joj, zdaj me vsi ti ljudje gledali, zdaj pa res ne smem zafrkniti. Jaz ne bi rekla prav nek stres, na taki tekmi si sigurno nervozen, ampak jaz probam uživati in si reči, da si zaslužim biti tam, nekako vsrkati to energijo in ja. Kako si zadovoljna recimo s svojim nastopom na Finskem? Ja, gor sem šla z zelo visokimi pričakovanji, ker sem imela tudi 4. najboljši prijavljen rezultat. Čeprav sem imela normo na 5 in 10 kilometrov, sem se odločila, da tekmujem samo na 10 kilometrov, ker sem bila tam bolj konkurenčna.
Zdaj, samo tekmo nisem najbolj zadovoljna. Prvo polovico sem super držala z vodilnimi, in sem bila pač pripravljena za boj za medalje. Ampak potem sem v bistvu imela malo težav, zdravstvenih in ja, potem se sam nastop ni šel, kakor sem si želela, ampak vem, da sem iztisnila vse iz sebe, kar sem lahko, tako da to je vse, kar lahko vprašam od sebe. Ja, zmagovalka je imela pol 33 pa nekaj, ne? Na koncu, če sem prav zabeležil, s svojim časom od letošnjega državca bi bila tam, blizu podiju ali pa celo na njem, je tako, ja, se imaš prav, če bi šla na polno. Ja, je bilo zelo blizu, ja. No, popotnica je dobra za naslednjo tekmovanje. Kaj pa recimo na Balkanskem zdajle, kakšne so pa tam pričakovanja pa konkurenca? Ja, na Balkanskem bom tekla 3 kilometre, tako da malo na krajše distance, nazaj. Tako da zdaj za konkurenco še točno ne vem. Pač šla bom na polno kakor na vsaki tekmi in upam na najboljše. Je v Bosni pričakovati kakšne višje temperature, recimo, se ne vem, v katerem koncu to je, bo dol bolj žgalo? Ja, tekmujemo v Kraljevem, tako da bo čez 30 stopinj, te temperature mi ne ustrezajo, ampak tekme so poleti, tako da tudi to se je treba navaditi. A vam organizatorji grejo kaj na roko, pa vam dajo kakšno bolj človeško uro pol zaštartati, da niste lih sredi vročine zunaj na stezi? Ja, deloma, ja. Odvisno. Kaj to pomeni recimo za Bosno zdajle, evo? Ja, mislim, da imam tekmo okrog 6 zvečer, tako da, ja. To zna biti še kar prijetno toplo. Nekje sem videl, pa ne vem kje, ali je bilo na nekem svetovnem, ali v Dohi, saj sem pozabil že malo, ko se tudi na stezi, mislim, da lih na 10.000 tekmovalcem nudilo neko osvežitev vmes, ne? Je bilo vendarle vroče. Je to tudi na tekmovanjih, recimo nižjega ranga, pa pri mlajših selekcijah, kdaj v navadi? Ja, predvsem pri 10 kilometrih, ker je vedno voda tam, ampak ja, tisto je bolj čisto v skrajnem primeru, da vzameš, drugače si v tekmi in ja. Ni časa grabati še kozarčkov, pa se nalivati z vodo, ne? Tiste dobre pol ure, ja, se si predstavljam, ja. Si predstavljam. No, Liza, če dovoliš, tle sem si izpisal par tvojih osnovnih podatkov, pa mi už dopolnila. Namreč, ja, v prejšnji epizodi, spoštovana publika, sem imel 21-letnega atleta, ja, enega bolj obetavnih slovenskih dolgopograšov, evo ta teden kot nalašč 21-letno atletinjo, eno najbolj obetavnih slovenskih tekačic, ja, prihaja pa z Logatca, Liza Šajn nastopa za AD Slovan, sicer pa je tudi izkušena tekmovalka v državnem dresu, aktualna državna prvakinja 10.000 metrov, mlajša članska prvakinja 5.000 metrov, ki je, kot sva že govorila, pravkar sveža iz Evropskega prvenstva U23, iz Finske, na Finskem je bilo to, odpravila pa se na Balkansko prvenstvo U23, na Bosno državna rekorderka, tudi v različnih starostnih kategorijah, je tudi zadnja zmagovalka desetke na Ljubljanskem maratonu in ena najboljših Slovenk v močni ženski ekipi na zadnjem evropskem prvenstvu v krosu pred dobrim letom in pol. Kaj še pomembnega bi dodala tu, Liza, mogoče? Pa ne vem, mislim, da si kar vse zajel, ta najpomembnejše stvari. Ta najpomembnejše stvari sva dala skozi, ampak bova zdaj malo razdelala še tvojo, rekel, tekaško kariero do zdaj nase si upozorila že par let nazaj, no, je tvoje ime se je začelo kar pojavljati v teh atletskih krogih. Kdaj si pravzaprav ti zašla, rekel, to kraljico vseh športov v atletiko? Ja, v bistvu začela sem trenirati zelo pozno, šele pri 16 letih.
Ampak ja, v bistvu starša sta vedno se udeleževala teh organiziranih tekov po Sloveniji. Spomnim se, ko sem bila majhna, da smo vedno hodili v Radence, v Ljubljano, v Sežano in drugam na te organizirane teke. Ampak nikoli pa nisem sama trenirala. Potem pa v srednji šoli me je opazila profesorica športne vzgoje in me vprašala, če bi se priključila kakšni skupini in resno začela trenirati. Na začetku mi ta ideja ni bila nekaj blizu, zato ker sem se zavedala, kakšna je to odgovornost in predvsem, kako je treba to potem organizirati s šolo in kasneje s faksom. Ampak ne vem, potem sem rekla, zakaj pa ne. Dala mi je kontakt od trenerja, ki je bil isto trener ene druge atletinje na naši gimnaziji. In v bistvu tako sem prišla do svojega trenerja, Tevža Korenta, pri komer še zdaj treniram. Tako da, ja. Zelo zanimivo, si trenirala mogoče v osnovni šoli kakšen drug šport, si se dajala s kakšno drugo dejavnostjo že prej? Ne, v bistvu bolj sem bila v glasbi, igrala sem klavir in violino, ampak nobenih športov nisem nikoli trenirala. Tudi v Logatcu je mogoče malo žal, da nimamo za mlajše organiziranih nobenih tekaških, ni nobenega tekaškega društva. In ja, nikoli nisem imela te priložnosti, tudi s šolo nismo hodili na nobene krose. Tako da, ja, nisem imela glih te priložnosti. Ampak si morda rada tekla kot otrok ali pa si bila v gibanju? Kje se je potem ta tvoja tekaška žilica se pravzaprav pokazala? A si prišla izza klavirja ven na stezo pa rekla, bom jaz malo probala, pa si v prvem poskusu nagonila vse sošolke? Ne, včasih sem tako potem zase šla teč, ampak to je bilo zelo rekreativno, o atletiki nisem imela pojma. Tako da ja, včasih zase, kaj starši, drugače pa z nobenim športom se pa nisem ukvarjala. No, da te takoj Tevž Korent, ki je znan trener posebej slovenskih atletin, vzame pod svoje okrilje, moraš očitno pokazati nek potencial. Ne vem, a te je najprej testiral, kako je izgledalo, da te je on povlekel v svojo ekipo? Ja, še danes se spomnim prvega treninga. Takrat je bila skupina še zelo majhna, ampak ja, v bistvu spomnim se, da nam je dal, mislim, da pol ure teka in jaz sem takrat šele videla, kaj je zares trpljenje, kako se zares trenira. Še tiste pol ure sem komaj pretekla v tempu, ki je bil potreben, ampak izgleda, da je Tevž v meni videl potencial, nekaj, na čemer se lahko gradi. In ja, v bistvu me je Tevž tudi naučil teči. Na začetku sem imela zelo slabo tehniko, in potem smo na tem naprej gradili. No, daj mi povej, kakšno vajo za izboljšanje recimo tekaške tehnike, ali pa tako, če znaš opisno povedati, kaj si prej delala narobe in kje si naredila največji napredek na tehniki? Ja, mislim, moja največja napaka je bila, da sem zelo imela kratek korak, tekla sem po petah, kar je ena taka zelo klasična tekaška težava. Ampak z vajami, s tem tudi, ko vidiš na kakšnem posnetku in tako, katere težave, katere probleme imaš, potem lahko to počasi odpravljaš, seveda pa to ni nekaj, kar lahko odpraviš čez noč, ampak je to potem več let. Si morala, ne vem, v postopku izboljševanja svoje tehnike teči tudi bosa, recimo, ali kaj takega? Ja, tudi to smo tekli, ja, po trati.
na stadionu po travi, po treningu ste mogli gor pa dol koračati bosi in ali kako je to izgledalo. Saj jaz sem videl v Kranju, kdaj na stadionu atlete, ki so po tisti travci trimčkali, pa sem rekel, sigurno ne delajo tega iz lastnega veselja ali kako. Ja, mislim, na stadionu na travi smo delali včasih samo kakšne izteke. Nekaj časa sem pa delala prav treninge, cele treninge na travi. Ja. Aha, bosonoga. In koliko časa si recimo potrebovala, da si prišla, ne vem, praviš, do tehnike, ki je bila potem že spodobna in s katero si lahko tekla pa trenirala hitreje? Ja, se mi zdi, da tam 2 leti se je to počasi razvijalo, ampak še zdaj imam veliko stvari za popraviti in jih popravljam. Če je dosti manevrskega prostora, praviš, no, spoštovana publika, tisti rekreativci zunaj, ki menite, da se tehniko lahko v enem mesecu popravi, poslušajte Lizo Šajn, pa boste videli, ona 2 let je delala na tem projektu, pa še ni čisto optimalna, tako da potrpljenje je božja mast, posebej pri tehniki teka, tako, pa ne po petah, pika konc. Tvoja prva resna tekma, recimo, kamor so te poslali potem, ko si začela trenirati? Ja, prva tekma, mislim, da je bila v dvorani v Novem mestu. Tam sem tekla na 1500 metrov. Rezultat res ni bil toliko spodbuden, ampak meni se je zdelo fajn. Ja, mislim, da sem takrat tekla 1505,14, kar ja, je zdaj malo smešno mi, ampak ja, to je bil moj začetek. Koliko pa zdaj tečeš 1500, da bom primerjavo naredila? Ja, zdaj imam 4,24. To je pa že kar spodoben, zelo lep rezultat. No, jaz, rekla si 5,14, jaz sem enkrat v srednji šoli v teku 1500, 5,12, pa sem se ful sam sebi zdel hiter, pa ne vem, dober atlet, no, zdaj, vidim, da tudi Lize Šajn ne bi ujel v istih letih, toliko od mojega talenta, saj nisem ga vrgel preč, ker ga očitno nikoli nisem imel. Češča vas, Novo mesto, dvorana, po zimi je streho odnesel sneg. Super je bila ta stvar za treninge pa za tekmovanja v Sloveniji. Vse se vrača zdaj, ampak ste pogrešali letos atleti to reč? Ja, zdaj treninge tudi po zimi delamo vse zunaj, tako da z tega vidika nam ni nekaj ful manjkala. Ampak drugače zelo rada tekmujem v Novem mestu, tako da z vidika tekmovanj mi je bilo zelo žal, ampak je potem tudi je Atletska zveza hitro organizirala tekmovanja, ki so potekala v Zagrebu in na koncu se vse je šlo dobro. V Zagrebu si tekla letos na 3000 v dvorani, je tako? Ja, 3 kilometre in 1500. 1500. Ok, če so že pri 1500, je to klasični pač razvoj dolgoprogašice, da je 1500 metrov neka disciplina, v kateri moraš najprej začeti trenirati? Ja, mislim, mene so od vedno zanimale bolj dolge proge, ampak me je mogel trener malo držati nazaj. In ja, želel je, da razvijam hitrost. Zato ja, sem že od začetka nekako začela pri 1500 metrov, se počasi pomikala proti daljšim razdaljam, ampak še zdaj je zelo pomembno, da tekmujem tudi na 1500 metrov, ker ja, je potrebno razvijati tudi hitrost, ne glede na to, da potem so moje glavne discipline veliko daljše. Hočeš reči, da je tvoja najljubša disciplina pa 10 jurjev ali kako? Ja, bi kar rekla, ja. Zanimivo za tako mlado atletinjo, marsikatera se te discipline utepa kot hudič križa teh 25 stadionskih krogov. Bom rekel, jaz sem probal 2-krat v življenju, pa mi šlo po 7 krogih že malo na bruhanje. Ampak zanimivo, da marsikatera atletinja, bom rekel, tvojih let ne gre tako daleč. Se ustavil pri 5000, pa ima vrh glave tega. Kako to, da tebe vleče tako daleč?
Moje je povezano tudi s tem, da nisem tako hitra in imam več potenciala na daljše proge, ampak tudi načeloma mi je to nek poseben izziv. V dolgih progah nekako uživam, tam se počutim najbolj samozavestno, in je poseben izziv tako fizično kot tudi mentalno. Kateri krog od teh 25 je ponavadi najtežji? To mi povej. Ja. Pa meni je običajno najtežji tam približno od 6. do 8. kilometra. Ja, tam imam običajno malo mentalne krize, ampak ja. Kako zastaviš recimo tempo za 10.000 na stezi? Zdaj, ali malo počasneje, pa potem pospešuješ, ali ne vem, daj mi ti razloži, prosim. Ja, mislim, načeloma mi tempe določi kar trener, tako da jaz samo upoštevam navodila. On vidi iz treningov, česa sem sposobna in temu verjamem in sledim. Načeloma pa je pri daljših progah sem boljš nek konstanten tempo, potem zadnja 2 kilometra pa poskušam pospešiti. All out pa odtrgaš, da odtrgaš tisti tartan. Rekla si prva tekma, to si jo spomniš, kaj pa prva zmaga? Evo. Ja, prva zmaga, v bistvu na tisti tekmi na prvi tekmi, ki sem jo tekla, te 1500 metrov, ki sem že omenila. Si tudi zmagala, boš rekla? Mislim, kakšno vprašanje je bilo, pa to bo rekla, sej jaz zmagujem, jaz sem šla te na tekme, kjer sem zmagovala, ali kako. Se pravi, kljub temu, da je šla 5.12 oziroma 5.14, si zmagala, ja. Ja, mislim, konkurenca ni bila. Je bila zelo mehna tekma, nek miting je bil, ampak zmaga je zmaga, ja. Mislim, če začneš svojo tekmovalno kariero z zmago, mislim, je potem naslednja tekma, ko ne zmagaš, mogoče razočaranje, ali kako? Pa ne, saj zmaga je super, ampak mi je tudi zelo pomemben rezultat, tako da če tečem hiter in kakor sem hotela, mi tudi mesto ne pomeni nekaj največ, no. Kdaj si šla potem prvič tekmovalno na 10.000, evo, na tvojo trenutno disciplino? Ja, v bistvu prvič sem tekla 10 kilometrov na Ljubljanskem maratonu jeseni, tako da ja, na stadionu pa letos spomladi. Se pravi, lansko leto je bila 10 tvoja otvoritvena na cesti, ali kako? Ja. Pa seveda, spoštovana publika, ne bom vprašal Lizo, kako je šlo, ker vsi vemo, da je tam zmagala. Ampak daj mi opiš malo, spomnim se ene fotke, tisto fotko so že večkrat pol objavili, da si dobila 35, si imela čas, pa nekaj sekund, je tako. Spomnim se ene tekme pred leti, ko je tekla Maruša Mišmaš, ko je mogla absolutno voditi, mislim, da 8 ali 9 kilometrov, ko fanti niso hoteli naprej. Kako je bilo pa pri tebi, recimo, lansko leto na Ljubljancu na 10? Ja, na cesti so mi tekme zelo všeč, zato ker so še fantje zraven, tako da sem se priključila eni skupinci in potem smo držali konstanten tempo in ja, nisem sploh rabila razmišljati, sem samo fante držala, tako da, ja. Se pravi, te konkurentke niti za trenutek niso ogrožali, si ves čas imela tekmo pod kontrolo? Ne, prvih 5 kilometrov je bilo še kar nekaj punc zraven, se mi zdi, da lani je bila zelo dobra konkurenca, potem pa tam od 5. kilometra naprej pa sem si počasi pridobivala prednost. 35 je 3,30 na kilometer. Kako je pa izgledal tvoj graf, recimo bolj na Garminu, ko si pretočila podatke dol, je bilo enakomerno, si imela kilometer hitrejši? Ja, v bistvu zelo sem bila vesela, da mi je proti koncu uspelo, da sem še pospešila. Mislim, da sem šla zadnja 2 kilometra okrog 3:20, kar je bil zame takrat super rezultat. Ampak takrat sploh nisem več čutila nobene bolečine.
v bistvu me je publika čisto ponesla, predvsem pa, ker sem vedela, da sem prva, mi je to dalo še posebno motivacijo in ja. 35/10 je že izvrsten rezultat, je potem bil trener dokončno prepričan, da zdaj te pa lahko začne pošiljati na državna prvenstva na 10.000 ali kako? Mislim, bil je nek spodbuden rezultat, predvsem zato, ker je bila ena prvih tekem po poškodbi, ki sem jo imela lani pozimi oziroma spomladi, ko sem imela stres frakturo, in zaradi tega nisem mogla teči 5 mesecev. Tako da tudi z tega vidika je bilo zelo spodbudno, ampak vedela sem, da če se hočem nekako umestiti v vrh evropske atletike, predvsem potem v mlajših kategorijah, v mlajši članski, da bom mogla še trdo delati, ampak ja, spodbuda pa je bila. Ok, zdaj pa jo malo nazaj, ne? Skočila so od prve zmage do prve zmage na cesti. Ti si dokaj hitro potem napredovala najbrž, ne? In si hitro šla tudi na mednarodna tekmovanja. Kako si sama recimo dojemala, kako so tvoji starši recimo delali ta napredek ali pa trener? Ja, v bistvu, ko sem začela trenirati, sploh nisem imela nisem imela tekmovalnosti, tudi nisem želela tekmovati, bolj sem želela samo trenirati, uživati v treningih, malo v družbi, in pač biti boljša, ampak tekmovanja mi nikoli niso bila neka zelo velika motivacija, ampak potem se mi zdi, da zato, ker sem trenirala v tako dobri skupini, me je to povleklo in ja, hitro sem se potem začela udeleževati tudi različnih mednarodnih tekmovanj. Ampak ja, ne vem, nisem o tem toliko razmišljala, ko uživaš v procesu, gre to potem samo naprej. Kje je bila tvoja prva večja mednarodna tekma recimo? Prva mednarodna tekma je bila balkansko prvenstvo do 20 let. Spomnim se nekje enega članka, tam ste kot ekipa odnesli kar nekaj medalj, se mi zdi, ti si bila 5. ali 6. v svoji disciplini? Ja, mislim, da 5., ja. Kako ti je tista tekma recimo ostala v spominu? Pa v redu, mislim, nisem bila vajena teči v tako dobri konkurenci. V Sloveniji sem vajena, da tečem ali sama ali pa kakšna punca zraven, ampak nimaš toliko prakse teči v veliki skupini, kjer je pomembna tudi pozicija, in to, ampak ja, sem se veliko naučila iz tiste tekme. Atleti pravijo, da višji rang tekmovanja greš, bolj agresivno vse skupaj postane, ne? Tam so komolci, tam so kopačke na peto, tam je, bom rekel, tam skoraj da križ šprica. Kako si ti recimo doživljala to konkurenco, ker gre vse skupaj precej bolj na nož? Ja, pri teh krajših distancah, predvsem 3 kilometre, mislim, zame krajših, ja, se je treba prav pozicionirati. Zdaj jaz v tem nisem glih najboljša, ker nimam veliko prakse, ampak se mi zdi, da vsakič mi gre boljše. Treba je samo ostati miren. Zdaj pri daljših, na primer zdaj na evropskem na 10 kilometrov, pa to pride šele zelo pozno v tekmi, in je večina tekme v bistvu samo držanje nekega ritma, ki ga poskušaš držati, zato so tisti komolčki in morebitno prerivanje pride šele zelo pozno. Pa si kdaj, ne vem, dobila kakšen komolec pod rebra v kakšnem, ne vem, napetem finišu ali pa kaj podobnega? Bolj pri kakšnem štartu, ampak ja, na daljših razdaljah tega ni tako veliko. Na 800 vem, da je tega ogromno, na 1500 sem tudi že videl, kako fantje, vsebej v zadnjem ovinku, ponavadi jih je 8 skupaj, potem ne vem, šilijo svoje komolce na rebrih ostalih, no tisti je res včasih gleda brutalno, pa kdo tudi pade in tako naprej.
ti je všeč zdaj tekmovati, si zdaj dobila killer instinkt, zdaj imaš tisto žilico. Ja, zdaj zelo rada tekmujem. Še zmeraj zelo rada tudi treniram, ampak tudi tekme so kot neka nagrada za ves pač vložen trud. Tudi včasih sem se zelo pač prav tresla, sem se pred tekmami, bile so mi zelo velik stres, ki me je potem zaviral na sami tekmi, ampak zdaj znam to izkoristiti, tako da rada tekmujem. Si kakšno posebno psihološko pripravo osvojila, so ti povedali kakšne trike ali je to prišlo samo po sebi? Ja, malo pride samo po sebi oziroma z leti treninga, se naučiš tudi tega. Letos sem pa začela tudi sodelovati s športnim psihologom, in to mi še dodatno pomaga. Kdo pa je tvoj športni psiholog, no? Da mogoče ljudje vejo, kdo ti svetuje. Kdo pa so? Luka Zničnik. Aha, ok, pribeleženo, no? Evo, Luka, toliko da shout out Luku, zato da ima eno dobro referenco očitno. Kdo so pa tvoje, so bile pa so recimo v klubu bile tvoje ekipne kolegice, s katerimi si, pravzaprav si rekla, odlično tudi trenirala in so te vlekle naprej v tvojem napredku? Ja, v bistvu v skupini nas je kar veliko. V bistvu imamo Veroniko Sadek, Klara Lukan, potem nekaj let je z nami trenirala tudi Maruša Mišmaš, potem imamo tudi kar nekaj zelo dobrih fantov, Luka Aljaž Pajek, Nil Kerin, Rok Markelj, Svit Požgaj in drugi. Ja. Je pa tudi veliko mlajših, potem tudi Anita, seveda, Horvat z nami trenira, tako da ja, je kar velika skupina. Zmeraj me je zanimalo, ko take odlične atletinje stopijo skupaj na stezo, na trening, kako to izgleda. Je to svojevrstno tekmovanje ali je to pač nek trening po nekem planu, to je jasno, ampak kdaj pride tudi do tega, da tudi na treningu malo kažete zobe ena drugi, pa grizete? Načeloma se mi zdi, da dobro sodelujemo in na samem treningu nismo tako tekmovalni, ampak se pa tudi to potem pojavi, predvsem pri zadnji distanci, kjer vsak hoče malo pritisniti na tempo, tam pa pridemo tudi tekmovalnosti, ja. No, se pravi, bom šel kdaj pogledati zadnjo ponovitev, še intervalnega treninga, to zgleda, pa meriti hitrosti. Omenila si poškodbo, treniraš sorazmerno kratek čas, pa vendarle, tudi tebi ne uide. Kako to je prišlo do poškodbe in zakaj? Ja, do poškodbe je prišlo v času, ko sem trenirala v Ameriki. V bistvu sem dobila možnost športne štipendije in študija v Ameriki, tako da sem eno leto potem bila v Portlandu na zahodni obali. In ja, v bistvu mislim, da je do poškodbe prišlo zaradi prevelikega števila kilometrov. Tam smo v bistvu imeli tak sistem, ki pa mi ni ustrezal, in ja, to je potem vodilo v stres frakturo. Grozno. Evo, že drugi teden zapored imam atleta, ki je bil v Ameriki in ki se je na pol sezone poškodoval. Gabršček si je medenico polomil, ti si fasala stres frakturo. Kje ti je napokala ta kost? V tibiji. Aha, v tibiji, in to je kar nekaj časa rabiš, da pozdraviš, ne? Ja, v bistvu pri meni je to trajalo 5 mesecev. Kako se atletinja, ki je vajena pred težkih vsakodnevnih treningov, potem sooči s tako zadevo, recimo pa z mirovanjem? Ja, mislim, se mi zdi, da vse stres frakture so zelo zahtevne poškodbe, ki trajajo zelo dolgo, ampak po drugi strani so tudi poškodbe, kjer veš, da moraš samo počivati določeno število tednov, in z tega vidika je mogoče malo lažje, kot pa pri poškodbah, kjer te konstantno nekaj boli, pa potem spustiš en trening, potem je spet v redu in potem te spet začne boleti.
Tako da tle sem vedela, koliko tednov ne bom smela teči, in sem se zato fokusirala in delala druge treninge. Veliko sem delala na kolesu, v bazenu, sem delala aquajogging in pa potem na elipsi, hkrati pa tudi trening moči. Koliko časa po taki stres fakturi ne smeš pa nič početi, recimo čisto nič? Da nič ne bi počela, ni bilo. Aha, v bistvu, takoj začneš z rehabilitacijo in z nekim delom, ja. ja. 5 mesecev praviš. No, dejva, zdaj pojva malo v Portland, ja, k Vikingom. Športna štipendija, praviš, kje si naletela na to, na ta razpis, ti je to trener prinesel, pa te povabil tja, so te zvohali drugi? Ja, v bistvu po enem kar spodbudnem rezultatu, ki sem ga tekla na 3 kilometre v dvorani tisto leto, tisto zimo, sem dobila nekaj ponudb. Nisem imela neke zelo velike izbire, zato ker vseeno rezultat ni bil tako zelo izjemen. Koliko je pa bil? Ajde, čistko za te dal. Ja, 10 minut za 10:0 za trojko. Ampak ja, v bistvu zdela se mi je zelo dobra priložnost. To me je nekako malo zanimalo od vedno, in se mi zdelo zanimivo. V Ameriki je veliko večja konkurenca, treningi so v večjih skupinah, potem tudi všeč mi je bila ideja tekmovanja krosov, in potem po v bistvu spodbudi trenerja sem se za to odločila, da grem pogledat in ja. In to je bila štipendija v bistvu samo za eno sezono ali za več, ali kako to izgleda ta ameriški sistem? Ja, načeloma so štipendije za 1 leto oziroma se potem podaljšujejo za naprej. Vkolikor ne dosegaš neke rezultate ali kako kriteriji neki so za podaljšanje. Ja, ja. Kako si se ti tam znašla pol v Portlandu med ekipo? Mislim, kar si imela rezultatov, si bila zelo visoko pozicionirana v ekipi, če se ne motim. Ja, kar zelo visoko, ja. Treningi so mi bili všeč, zato ker sem imela veliko trening partneric, s katerimi sem lahko delala cele treninge, ampak sam sistem mi ni bil všeč. Delali smo veliko daljših stvari in nismo razvijali dovolj hitrosti, pliometrije in moči, tako da te stvari so bile malo zanemarjene, in to sem pogrešala na treningih. Ampak vseeno v bistvu mi je všeč, da sem šla, mi ni žal. Kakšen je bil recimo povprečen treninški teden, recimo, če ga na hitro orišeš? Ja, v Ameriki smo imeli 2 glavna treninga na stezi na teden, ki sta bila sicer podobna kakor tukaj, kakor jih delam v Ljubljani, samo daljša. Potem zelo pomemben je bil tudi dolgi tek, ki je bil spet daljši kot tukaj. Potem pa vse ostalo je bilo pa zgolj nabiranje kilometrov. In koliko kilometrov si recimo nabrala lahko v enem tednu? Ja, v povprečju sem delala okrog 120 kilometrov, ampak ja, je bilo preveč zame. To je kar veliko. Recimo, koliko kilometrov zdaj narediš na teden, če treniraš polno? Jaz zdaj jih v trenažnem obdobju delam okrog 90 pa tam do 100 kilometrov. Hočeš reči, da teh 120 ti pač ne ustreza, da si bolj narejena za manjšo kilometražo, pa bolj intenzivne treninge ali kakšen drug sistem, oziroma če primerjava pač tvoj ameriški, kako pa zdaj izgleda teden Lize Shine, ko trenira recimo v Sloveniji? Ja, tukaj v Ljubljani imamo treninge na stezi 3-krat na teden, potem pa 2-krat na teden delamo v naravi, kakšne klance in stopnice, to običajno delamo v Tivoliju, potem pa en dolgi tek, en srednje dolgi tek, in pa 2-krat na teden imam še trening moči v fitnessu. Kar zapolnjen teden, kateri trening je pa tvoj najljubši, recimo? Pa ne morem se čisto odločiti,
ker po eni strani imam zelo rada treninge na stezi, predvsem zato, ker jih delamo v skupini, in gre zelo hitro. Po drugi strani pa od vedno imam rada dolge teke, predvsem kakšne, hitrejše dolge teke. Kaj to pomeni? Daj mi povej en primer distance pa kilometrskih časov. Ja, za dolge teke sem zdaj delala, predvsem pred to, tekmo na 10 kilometrov, so bili dolgi teki okrog 20 kilometrov, pa tam tempo okrog 40, rada pa potem tudi pospešim. Prav, to pomeni 3:50 pa dokler cajta gre, ali kaj? Ja, če imam dovoljenje, da grem skozi. Ja, jaz imam skozi dovoljenje, pa nikoli ne morem razviti te hitrosti. Ja. Kako sem se zmeraj spraševal, ko gre mlad Slovenec, Slovenka v Ameriko študirati, kako izgleda njegov dan tam, ali pa oziroma ti si rekla, še poškodovala si se, pol nisi imela več treningov, si imela pač rehabilitacijo. Kaj pa ostali čas počneš? Kaj moraš kot štipendistka, kot študentka tam študirati? Kako tam izgledaš študij? Ja, zdaj v bistvu, študij je zelo prilagojen atletom, in imeli smo tudi v bistvu, pomagali so nam organizirati cel urnik, ki je bil prilagojen urniku treningov. Ampak ja, ni tako veliko, ur predavanj, veliko je več samostojnega dela, kar je meni načeloma ustrezalo, zato ker sem se lahko bolj posvetila treningu. In ja, tam je to tako zelo usklajeno, medtem ko v Sloveniji pa, se mora nekako vsak bolj znajti zase, in to usklajevati sam. Zdaj študiraš v Sloveniji, si študentka? Ja, študiram pravo, v bistvu sem zdaj prvi letnik. Se pravi, tisto, kar si študirala v Ameriki, ti zdaj nič ne pride prav, oziroma ti ne šteje za nič, si morala začeti od začetka, ali kako? Ja, od začetka, ja. Ampak praviš, izkušnja je pa vseeno izvrstna, tudi študijska, kakorkoli že. Ja, še zdaj sem vesela, da sem šla, tudi to eno leto, se mi ne zdi, da sem veliko izgubila, ampak mogoče tako za ostale, pa kot nasvet, se mi zdi pomembno, da se preden grejo in se odločijo, zato ker je to velika sprememba, se mi zdi pomembno, da, si pogledajo čim več različnih univerz, tudi če želijo iti študirat v Ameriko, in trenirati tam, se mi zdi pomembno, da mogoče tudi sami kontaktirajo kakšne, šole, se pozanimajo o, tako akademskem kot tudi atletskem programu, in ja, da dobijo čim več informacij. Amerika. Kaj pa nasploh, recimo, življenje v Ameriki, pa prosti čas, pa to, kako ti je bilo všeč? Recimo, sicer Portland je posebno mesto, tam na zahodu, pa vseeno. Ja, Portland je zelo tekaško mesto, zato ker je tam tudi center od Nikea, potem tudi 2 urici, stran je Eugene, kjer je zelo, pomembna univerza in pa stadion. Tako da je tam veliko tekačev, tudi profesionalnih skupin. Zdaj, moje življenje v Portlandu pa, v bistvu, ker sem živela na kampusu, je bilo v bistvu faks in trening, ja. Si šla na kakšno tekaško, cestno prireditev, lokalno, za rekreativce, kaj takega, mogoče portlandski maraton? Nisem šla na cestne tekme, so bile pa tekme na stadionu, ja, ke sem šla gledat. Kaj pa kros? Evo, Američani pa njihov, collegiate sport, se pravi, to vse bazira na cross country ekipah, se pravi, tisto laufanje po tistih kucljih v blatu in tako naprej. Kakšna razlika je med ameriškim krosom pa evropskim krosom, recimo? Ja, v bistvu krosi so me v Ameriki najbolj navdušili, in še zdaj jih
pogrešam tukaj. V bistvu fokus jeseni, v smislu treningov je popolnoma na krosih, ker je zelo pomembna ne le individualna uvrstitev, ampak tudi uvrstitev celotne skupine. Ja. Zdaj, ti krosi so za ženske običajno dolgi 6 kilometrov, za moške pa 10, včasih 8 kilometrov. In ja, to je res nekaj zelo posebnega. Za ženske je običajno bilo tam na teh malo večjih krosih okrog 200 tekačic, in ja, gre na nož. Žal v Sloveniji nimamo dosti univerz, pa dosti tekačev, da bi se šli recimo neko cross country ligo, ampak predstavljam si, da je tam ta team spirit, to jaz kar tisto spremljam, to mi je neverjetno, ne? Pa gledaš, ne vem, NBA, pa gledaš, ne vem, soccer, pa gledaš, ne vem, njihov bejzbol, tam je res team spirit prisoten, ampak potem pa gledaš cross, ne? In vidiš, da pač tiste tekačice v istih singletih, v istih majicah, ne? Kako delajo za ekipo, kako se na koncu veselijo, pa trenerje, navijače, pa vsi imajo neke svoje slogane, pa neke svoje živali na tistih dresih. To se mi zdi res čisto poseben duh in najbrž je nekaj posebenega, kar v Evropi praktično nikjer ne moreš doživeti, ne? Ja, je, predvsem zato, ker tekmuješ za ekipo in potem na koncu vsako mesto šteje. Z tega vidika, ja, navijačev je pa tudi ogromno. Kakšno je pa recimo vzdušje v ekipi, ne vem, a se takoj porangirate, ena je najboljša, ena je malo, mislim, ali kako je, a je kakšno rivalstvo prisotno, ali je tudi tovariškost glavna? Zdaj nekega rivalstva jaz nisem občutila, zato ker, ja, pri nas tega ni bilo. Seveda pa vsak hoče biti boljši in na sami tekmi je en proti drugemu, ni važno, od katere ekipe si, hočeš zmagati. So vas atletinje pač, ki ste prihajali iz tujine, kaj drugače gledali kot recimo domačinke v narekovajih? Ne bi rekla, zato ker je tam veliko tekačev, tudi iz Evrope in iz drugih delov sveta. Ampak je pa, čeprav jaz dobro znam angleško, sem se potem malo bolj povezala z atletinjami, ki niso bile iz Amerike. Se pravi, tja si že šla, angleško podkovana, in to ti ni bila težava, vključiti se v njihovo okolje tudi, ne praviš. Ko si potem odhajala, si rekla, ok, izkušnja, bi ostala še tam, recimo, če bi bil, recimo, če se ne poškodovala, če bi bil režim treningov mogoče malo drugačen, bi potegnila še za kakšno leto? Mislim, sama moja odločitev, da pridem nazaj, ni bila zasnovana samo na podlagi poškodbe, o tem sem razmišljala že prej. Ampak, ja, ne vem, nekako sem imela tak šesti čut, in sem vedela, da mi je v Sloveniji boljše, da tudi plan in sistem treningov boljši, tukaj v Sloveniji, pri mojem trenerju. Tako da ja, potem, ko sem se odločila, nisem o tem več razmišljala. No, ko si se potem vrnila nazaj, rekla si, imela si poškodbo, počasi si potem šla iz mladinske v mlajšo člansko konkurenco. Kako pa si ti recimo ta prehod občutila? Ok, bila si izvrstna, odlična, verjamem, da če si že kot mladinka, mladinec izvrsten tudi v članskih kategorijah, če si konkurenčen, potem je ta prehod lažji. Kako si ti, recimo, marsikdo je v nekih mlajših konkurencah izvrsten, pa se potem nekako ne znajde, bom rekel, v članskih vodah. Kako si ti pač ta prehod doživljala? Ja, v Sloveniji na tekmovanjih tega prehoda nisem sploh tako občutila, zato ker je veliko istih tekačic. Ampak na evropskem prvenstvu se že je bolj poznalo, se mi zdi pa, da me ta največji preskok še čaka.
pač v prehodu v člansko kategorijo, kjer so pa razlike veliko večje. Evo, zdaj bova pa prišla do ene zelo zanimive tekme. No, lani si dobila 10 na Ljubljanskem maratonu, že to je bila super popotnica, potem pa letos državno v Kozjem na 10.000, kjer so se zbrale praktično vse, ki nekaj štejo na tej distanci v Sloveniji, ne vem, katera manjkala ali ne. Vem, da je bila Anja Finkton, pa Neja Kršinar, pa Špela Gonza je bila in tako naprej. Kako si šla tja, s kakšnimi pričakovanji, vendarle so bile tam močne punce? Ja, v bistvu vse od zimske sezone, kjer sem tekmovala na nekoliko krajših razdaljah, je bil potem fokus na 10 kilometrov, zato ker sem želela teči normo za evropsko prvenstvo in doseči dober rezultat. Tako da treningi so šli v bistvu zelo dobro. In pred tekmo sva se s trenerjem odločila za tempo, ki bi ga poskušala držati. In ja, v bistvu vse od samega začetka sem poskušala držati ta tempo, krog za krogom. Šlo mi je dobro, tako da to mi je dajalo neko vzpodbudo za naslednje kroge, in potem sem šla v bistvu od štarta do cilja sama. Mogoče pa mi je pomagala tudi malo ta naivnost, mogoče skoraj, ker sem prvič tekla to razdaljo na stezi, in sem samo šla. Kako je to izgledalo? No, kaj so konkurentke razmišljale, recimo ti, kjer je pola rekla, ti se na štartu že odlepiš, ne vem, in 3:20 odšprintaš naprej, pa so ostale rekle, da ta mala ne ve, kaj dela in tako jo bo pobrala, ampak tebe ni pobral. Ja, mislim, so bile mogoče malo bolj izkušene v tej razdalji, ampak jaz se na to nisem ozirala. Tekla sem svojo tekmo, in ja, na koncu so mi pa vse zelo čestitale in bile zelo vesele zame. Kako izgleda, no, recimo, ko na polovici tekme, kdaj si začela prehtevati tekmovalke za en krog? Pa, mislim, to je bilo kar malo presenečenje tudi za njih, najbrž, ne samo zate. Ja, ampak meni je dajalo vzpodbudo, poskušala sem jih loviti in to mi je potem še pomagalo držati hud tempo. Aha, se pravi, v bistvu tebe je motiviralo to, da si, ne vem, ujela, ne vem, Anjo Fink za en krog, pa si rekla, evo, en krog za eno, pa potem si ujela naslednjo in tako naprej. Res noro. Tvoj čas tudi na koncu je bil, mislim, izvrsten, neverjeten, 33, 21, je bilo, sem prav se zapomnil. 22. 33, 22, to je tudi bil nov državni rekord v mlajši članski, a ne? Je tako. Ja. In Ja. to za kar precej, za minuto pa pol si zrušila mišmaš iz 14, če se ne motim, ja. Ja. Kaj pa trener dejal, je rekel, Ljubca, tako se to dela, ali kaj? Ali je imel kakšne dvome mogoče vmes, ti pa ali povedal, joj, nisem vedel, če boš zdržala, če do konca, to je bilo čisto preveč noro. Ja, predvsem začela sem zelo hitro na tisti tekmi, hitrejš, kakor je bilo planirano, zato potem je po tekmi rekel, da ga je bilo malo strah, da nisem preveč ambiciozno začela, ampak potem je bil tudi on nekako navdušen, ko je gledal samo tekmo, ker je krog za krogom sem držala tempo, in ja, na koncu se mi je vse poklopilo. Ok, kdaj si bila pa sama pri sebi, zdaj pa če ne udari strela ali pa ne se štadion ne podre, zmaga je moja. Kdaj si bila pa prepričana, da zdaj tega tipa nobena ne more več vzeti? Mislim, o sami zmagi iskreno nisem nekaj ful razmišljala, glaven mi je bil čas, ampak ja, na polovici sem nekako vedela, da če uspem držati vsaj približno tak tempo, da mi bo uspelo. Kakšen čas si imela pa v glavi, no, pred tekmo ali pa med tekmo, s kakšnimi časi si se poigravala? Ja, cilj je bil 3:20 na kilometer, kar bi bilo 33:20, tako da 2 sekundi od tega.
2 sekundi pol na koncu. Joj, a ne, sej, najbrž se nisi sekiral za te 2 sekundi na koncu. Ne. Ne, se nisem. Ta tempo je tako cilj, ki si ga postavimo za vsako tekmo. In je cilj, ki ti pove, kaj si zmožen, seveda pa moraš to tudi narediti. Je zdaj kakšna atletinja, ki bi še, po tvojem mnenju, v Sloveniji lahko se približala tvojemu dosežku iz državnega prvenstva? Ja, sigurno. Mislim, zdi se mi, da več, ki nas bo na tej razdalji, in boljša kot bo konkurenca, bolj se bomo gnale naprej, boljše bomo, in lahko tudi druge zelo napredujejo in dosežejo dober rezultat. Katere vse norme si usvojila z 33-22 zdaj na državnem prvenstvu? Kam vse si se uvrstila s tem časom? Ja, glavno je bilo za evropsko prvenstvo do 23 let, potem pa hkrati sem dosegla tudi normo za evropski pokal na 10.000 metrov, ki je pa potekalo v Franciji. Povej mi več, Liza, kako je bilo v Franciji? Ja, če v kozi je šlo vse prav, je šlo tam nekako vse narobe. Ampak tudi to izkušnjo sem rabila. V bistvu sem si en teden pred odhodom zvila gleženj, in potem en teden nisem mogla teči. Trenirala sem samo na kolesu, ampak sem še zmeraj verjela, da mi to ne bo pobralo pač forme, da lahko še vedno dobro tečem, ker sem se počutila močno, ampak potem na sami tekmi pa ja, ni šlo po planih, tudi vročina me je zmučila, in ja. Šla si potem tudi na državno med mlajšimi članicami, je tako? Na krajše razdalje pa si tudi dobila naslov. Zakaj ti ni bilo na državnem, ta zadnjem med članicami? Ja, v bistvu po tej tekmi v Franciji na 10 kilometrov sem se nazaj spustila v trening, poskušala še malo zrihtati moj gleženj. Potem pa v bistvu nisem šla na državno, zato ker smo bili v treningu za evropsko prvenstvo, ki je bil glavni cilj sezone. Šli smo tudi na Pokljuko, na višinske priprave, in potem tudi državno prvenstvo do 23 let sem naredila zgolj kot tekmo, kot trening. Ja. Ok, Finska, še ena super izkušnja, praviš. Kaj je tvoj, recimo, naslednji velik cilj za prihodnjo sezono? Ga že imaš najbrž, ja? Ja, seveda vsako leto si želim izboljšati svoje rezultate. Naslednjo leto bi se rada uvrstila tudi evropskega članskega prvenstva, kjer bom mogla kar dobro napredovati, ampak verjamem, da mi lahko uspe. Potem pa rada bi se pa mogoče že jeseni preizkusila na še malo daljših razdaljah. Če govorijo o malo daljših razdaljah, to najbrž pomeni, ne vem, pol maratona, kako? Ja, ja. Se pravi, te bomo videli, ne vem, kje na ljubljanskih cestah na 21.098, ali kako? Ja, tak je zaenkrat plan, ja. Super, evo, še ena podobnost z gostom iz prejšnje oddaje, tudi on je rekel, da bo šel na polovičko v Ljubljano, napadati 1:05. Kaj boš ti napadala, recimo v Ljubljani na polovičke, kaj bi bil tvoj tak zanimiv cilj, če ni skrivnost, seveda? Mislim, prvo kot prvo zmaga, se mi zdi pa, da lahko tečem tudi zelo hiter, tam okrog 1:12 bi bil moj cilj. Punce, umaknite se, Liza Šajn prihaja na cesto, evo, to je to, bravo. Rabili smo moče ta mladi veter, tudi nasploh v slovenski atletiki, o kateri smo veliko govorili zadnja leta, pa morda preveč modrovali. Kakšno je pa tvoje, recimo, mnenje, no, nasploh? Si v atletiki zdaj, ne vem, več kot 5 let, že imaš občutka, kaj se je dogajalo pred tem, kaj se zdaj dogaja. Imamo, ne vem, zdaj novi val mladih atletov, atletin, ki prihaja s svežim vetrom in bo posegal, bom rekel, tudi evropski svetovni atletiki na vse zadnje po višjih mestih.
Ja, določene discipline se mi zdi, da so predvsem v zadnjih 2-3 letih zelo dobro zastopane. Naprimer na srednje proge ženske super tečejo na 800 metrov, in so zelo konkurenčne samemu svetovnemu vrhu, predvsem Anita. Zdaj na teh daljših razdaljah pa pogrešam malo konkurence, iskreno povedano. Ja, se mi zdi, da bi se lahko super gnale naprej, dosegale dobre rezultate, ampak ja, ni lahko sam. Kako pa krovna zveza, ki gleda pač na meteorski vzpon Lize Šajn, ne vem, najbrž vas atlete so začeli malo bolj podpirati, so vam dali tudi kakšne finančne spodbude zdaj in tako naprej? Ja, jaz nimam v bistvu nobene pogodbe z atletsko zvezo zaenkrat, tako da si moram veliko kriti sama. Nekaj podpore imam s strani kluba, tako da zato sem zelo vesela, ampak še vedno za tisti nek vmesni nivo, pa si moramo atleti še vedno veliko kriti sami in vlagati v to. Kaj pa sponzorji? Težko dobiti sponzor oziroma si šla že kaj v tej smeri raziskovati, verjamem, da je vsako kljuko premakniti res težko v Sloveniji, ki je trg tako majhen. Ja, v bistvu nimam nobenih sponzorjev. Sponzorji tam zunaj poslušate, kaj čakate. Evo, zdajle pridite noter, mislim, zdajle vas Liza rab, ne pol, ko bo pa svetovna prvakinja. Ja, tako da, ja, nimam nobenih. Tudi za čevlje ne, pa za kakšno opremo, tudi tega ti ne be, da donira vse, za vse moraš poskrbeti sama. Ja, to vse sama. Koliko tekaških copat v celem letu pač porabiš, pa šprinters pa tega? Ja, se kar nabere. Mislim, navadne tekaške copate menjam tam na 3 mesece, par parov šprinterc na leto. Ja, več kilometrov, ko tečem, hitreje gre. Imaš kakšno ljuboti znamko, recimo tekaških copat? Načeloma delam večino kilometrov v Hoka copatih, ki so mi zelo všeč, mi pašejo na stopalo, in so zelo stabilni. Tudi se mi zdi, da so mi pomagali, da nimam toliko poškodb. Drugače pa tudi so mi zelo všeč Asics copati. Evo, zdaj oba poznam, ki prodajata obe znamki v Sloveniji, pa vem, da boste tole poslušali in bom link poslal, pa da vidimo, ja, če se bo kaj premaknil, Bog pomagi. Lahko bi se, no, pri 33, 22 na 10 tisoč, ja, bi pa lahko kakšne copate imela gratis. Povej mi, Liza, zdaj, ko si prišla, recimo, kar visok v atletiki, no, med resne punce, za 5 letih marsikaj že daš skozi, pa razmišljaš, si imela ali pa imaš kakšno vzornico v teku na dolge proge ali pa v športu nasploh? Ja, mislim, vzornice, tako da bi eno izpostavila, nimam. Načeloma tako, v vsakdanjem življenju so mi vzornice ostale tekačice in tekači v skupini, s katero treniram, ker jih najbolj vidim, kako garajo, in mi je to največja motivacija, tudi zase. Drugače pa zelo rada spremljam tudi ostale tekačice, in ja, mogoče na daljše razdalje še najrajši. Ja, mogoče ena taka je Paula Radcliffe, ampak tudi veliko ostalih, ja. Kaj pa mogoče na stezi zdaj, če spremljaš velika tekmovanja, pa mitinge diamantne lige, pa te nore čase, ki se dogajajo, pa rekorde, pa tako naprej? Ja, tudi zelo rada spremljam. Čemu pa ti pripisuješ ta neverjetni napredek v zadnjih letih, zdaj se one lučke tam prižigajo, pa vsi imajo karbonske copate, pa tartan je že odziven, pa ne vem, kaj še vse.
Ja, sigurno so copati zelo pomagali, lučke pomagajo, če želiš res doseči super rezultat, in ti pomagajo držati tempo konstanten. Si ti da že laufala z lučkami ali pa ob lučkah? Ne še. Pa Ja. najbrž te mika, da bi probala, kako to izgleda. Ja, me zanima, kako je in koliko se dejansko na tekmi vidi te lučke, ko tečeš. Ko ga žgeš tam, pa se ti bliska neki v modri pa zeleni, ali ne vem, kjer je. Bravo. Olimpijske igre na dolgi rok siguren so plan vsake mlade športnice, ali kako? Ja. Kako pa gledaš na tudi norme, ja? Če so šli časi gor, pa rezultati, če so šli dol, recimo, ne? Norme so šli tudi dol, brutalno dol, ne? Kako gledaš norme, recimo v disciplinah, ki jih ti tečeš na velikih tekmovanjih, svetovnih prvenstvih, olimpijskih igrah? Ja, če pogledamo normo za naslednje leto, za letos, za svetovno prvenstvo, recimo za maraton, je za ženske kar huda norma, ampak hkrati se mi zdi dosegljiva. Mislim, da je 2:28. Zdaj za naslednje leto, za olimpijske igre, pa je norma že kar veliko hujša. Ampak tukaj pa pride potem ranking. Ja, na svetovnem prvenstvu bomo imeli Slovenko, Neja Kršinar se je uvrstila, ja, po rankingu zdaj zraven v Budimpeštu, kar je super dosežek. No, in ko se enkrat na svetovnem, je to tudi dobra odskočna deska za olimpijske igre. Rekla si maraton 2:28, državni rekord je nekaj 10 sekund boljši. Na dolgi rok sigurno, kot 21-letnica, ki najraje teče desetke, pa polovičko bo tudi letos, gledaš v tej smeri, ja? Ja, mislim, od vedno sva imela s trenerjem nek plan, dolgoročen plan, da bodo moje glavne distance daljše, 10, polmaraton in maraton. Ampak to je nek proces, da prideš do teh daljših razdalj, traja več let. In se mi zdi tudi prav, da ne greš prehitro na maraton. Ampak ja, na dolgi rok pa se vidim predvsem polmaraton, maraton. In ja, bi tam želela tudi nastopati na teh največjih tekmovanjih. Kdaj meniš, da je za mlado atletinjo pravi čas, da vstopi recimo na maratonsko prizorišče? Pri moških vidimo, da danes že 20-letniki tečejo maratone, ženske so mogoče kakšno leto starejše, ampak vendarle, to kršijo vsa nekdanja pravila maratonskega teka, ko so bila leta, ne vem, po 27, 28, tista pri 30 ali pa 33 si dosegel vrhunec. Kaj ti meniš, kako ti gledaš na svoj proces dozorevanja? Ja, se mi zdi, da rajš kasneje, kakor prej. Pomembno je, da ko si mlajši, razvijaš še hitrost, ker potem, ko prideš do teh daljših razdalj, je edino, kar ti preostane, še ultramaraton. Tako da rajš malo počasneje. Ultra trail maraton, ja, pol za nas, ker pol itak ni važno, nas šel 10 ali 20 ur. Si rečejo, šel si na ultra, super si. Ja, ok, se pravi, zdaj pa pripovej čistko, najbrž imaš nekje v glavi neke cilje, ne? Kaj bi rada ali pa meniš, da si sposobna doseči, bi želela doseči na 10.000, na polmaratonu, maratonu. Malo sva že govorila o teh številkah, ampak bodva še bolj konkretna. Kam lahko recimo meniš, da bi prišla v nekaj letih na 10 na stadion? To zelo težko napovem. Ampak kaj bi želela recimo teči, no, recimo glede na to, kar zdaj veš o sebi? Ja, tam sigurno pod 31 minut, čim bolj pod 31. Potem za polmaraton pa maraton pa ne vem. Za polmaraton predvsem ne vem, ampak sigurno pod 1:10, čim bolj pod 1:10. Potem za maraton pa
to, kar bo šlo. Ne vem, se pustimo presenetiti. Ja, zdaj lepo si to povedala. Jaz se upam, da se bom čez par let pohvalil, da sem pred leti v podcastu gostil bodočo državno rekorderko v vseh teh distancah, 10.000, polmaraton pa maraton. Vse vem, da so letvice visoko postavljena, ampak vse, kar so zdaj govorila, sva nekje tam v teh mejah, pa čas bi že bil, no, s vsem spoštovanjem do Helene Javornik, ampak ja, počas bo treba rekordne liste osvežiti, tako pri moških, kot pri ženskah. Ja, tam sej tudi ostale evropske tekačice tečejo te čase, tako da se mi zdi, da z nekaj leti treninga in truda, da zakaj ne bi bilo to dosegljivo. No? Bi se to dalo doseči, ja. Edino praviš, manjka ti še kakšna kolegica, s katero bi se dajale pač na tem nivoju, ja, pa na teh distancah. Zakaj si se odločila recimo za Slovan kot klub? V bistvu treniramo na stadionu Kodeljevo, kjer ima tudi Slovan svoj sedež, tako da je bila neka naravna izbira, hkrati pa imamo tudi veliko podpore strani kluba in se dobro počutimo, sodelujemo. Obdelala sva tvoj trening, pa obdelala sva tvoje plane, niso obdelala mogoče tvojih prehranskih navad, ja. Zdaj, kako se pa prehranjuješ? Recimo danes je tudi prehrana svojevrstna znanost, posebej v športu, ja, lahko filigranska, na miligrame že nekateri tehtajo tisto, kar dajo v svoje telo. Kaj pa ti? Kako pa ti se lotevaš tega področja? Ja, hrana se mi zdi poleg spanca pač najpomembnejša za regeneracijo in zato, da sploh lahko delam treninge, kakršne želim. In predvsem na te dve stvari se mi zdi, da se pogosto pozabi. Imaš veliko stvari za regeneracijo, različnih naprav, ki pa ti ne pomagajo, če nimaš urejene prehrane in pa spanca. Ampak drugače se nič ne omejujem, jem skoraj vse. Važno je, da imam uravnotežene obroke, drugače pa nič ne kompliciram. A še kuhaš marelično marmelado? Ja, tudi, ja. Poleti rada, zato ker imamo pri noni v bistvu marelice domače, tako da tudi marmelado skuham. Koliko jo pa skuhaš recimo na sezono? Ja, odvisno, kakšna letina je. Ampak, ja. Letos še nisem. Letos si še nisi lotila, jo pol tudi podariš komu recimo, ne? Tako za kakšnih posebnih priložnostih? Ja, tudi kdaj, ja. Nimamo tako zelo veliko, ampak ja. Dobro, ok, ko boš olimpijska prvakinja, boš brand marelična marmelada Liza lahko pol dala na svetovne police, pa bodo to vsi razgrabali, ja. Si kdaj ogledaš kakšen športni tekaški film, prebereš kakšno knjigo z tega področja, te zanima ta tematika? Ja, rada gledam kakšne filme, drugače že načeloma zelo spremljam atletiko na različnih socialnih omrežjih, na YouTubeu kakšne videe, to zelo rada pogledam, pa tudi zdaj berem eno knjigo, ki se ukvarja s tekom in v bistvu psihološkim vidikom, tako da tudi to rada. Lahko priporočiš mogoče, ja? Ja, knjiga ima naslov Endure, tako da sem jo glih začela, ampak mi je zelo všeč. Ta knjiga bi bila zelo aktualna lahko, če bi Hutchinsonu ne obravnaval ne Monco, ampak Dunaj recimo, pa Kipchogejev poskus na 2 uri, drugače je knjiga vrhunska, ja. Sem jo predlagal že kar nekaj z slovenskim založnikom, da bi jo prevedel, kljub vsemu, ker se mi zdi, da bi tudi slovenskemu rekreativnemu življu veliko doprinesla, tako da ja, poznam knjigo, izvrstno branje to je. Liza, veliko časa se uporablja za tole, veliko so govorila, lepo nama tole teče, moče že kakšno vprašanje za na konec. Čistko, no, rekla si, veliko si povedala, zakaj te vleče v te dolge razdalje.
pa marsikomu ni jasno. No. Pač mi, rekreativci, ki se s tem pečamo, to počnemo zato, da imamo to kvaliteten čas sam s sabo, da se umakneš od ljudi, da nekaj premisliš, da nekaj narediš za svoje telo, konc koncev, da greš na pivo po treningu in tako naprej. Kaj pa vse tebi, recimo, daje atletika, pa tek, poleg pač rezultatov pa vsega ostalega? Ja, tek se mi zdi tako, da mi daje predvsem neko disciplino, nek cilj, h kateremu grem, in predvsem na dolge proge, kjer je mentalna priprava zelo pomembna, ti to potem pomaga tudi na ostalih področjih življenja, in ja, v bistvu neko premagovanje samega sebe. V katerih disciplinah boš nastopila na balkanskem prvenstvu? Na 3000 metrov. Gre še kakšna Slovenka s tabo dol, kakšna ekipa? Ja, gre nas, mislim, da skoraj 30 atletov, tako da bo kar velika zasedba. Ja. Imaš v svoji disciplini kakšno konkurentko tudi s sabo? Nobene druge Slovenke ni, ne, ampak sem prepričana, da bo pa iz drugod. Da bo konkurenca dobra, no bomo navijali, to je ta vikend, oziroma spoštovani in spoštovane, ko tole poslušate, so tekme že za nami in verjamem, da bomo, da bom nič rekel, ampak zadovoljni s tistim, kar bomo prebrali, kar bomo spremljali že pred tem. Liza, povej mi še za konec, mogoče, atletiko so obdelala, še igraš klavir, violino? Zato mi v bistvu malo zmanjka časa. Pa tudi sem se naigrala, ko sem bila mlajša, tako da zdaj sem to malo pustila. Ampak mogoče pa kdaj v prihodnosti se spet vrnem. Je med glasbo in atletiko kakšna povezava? Pa ja, neke delovne navade ti v bistvu oboje da, disciplina. Te kdaj povabijo, zdaj kot si dobra atletinja, ne vem, med kakšne mlajše selekcije, da ji podeliš kakšno izkušnjo, pa navdušiš koga, kakšno punco še, da bi se ukvarjala s tem žlahtnim športom? To še ne. No, pa rečemo, da bo kmalu, a ne? Čisto za konce, te letos poleg Ljubljanskega maratona še kje vidimo na kakšnem cestnem teku morda, ne? Ja, mislim, nekaj je govora o še nekih drugih cestnih tekmah, ampak res ne morem še o tem govoriti, ker še ne vem. Zaenkrat me čaka še par tekem na stezi, potem pa upam, da čim več jeseni na cesti, jeseni še potem na kakšnem krosu, Evropsko prvenstvo v krosu vsako leto, tako da se že veselim. Top. Liza, jaz ti želim vrhunsko sezono še naprej, razturej na balkanskem prvenstvu. Zapomnil sem si 1:12 na Ljubljancu, to bom pazil. Ja. Bomo spremljali, bomo navijali. Hvala ti za tvoj čas, za vse, kar si povedala. Super. Ja, hvala za povabilo. Bilo mi je v čast in veselje, pa želim, da Marelce res odlično obrodijo tudi letos. Ja, hvala. Srečno v Bosni, Liza, lepo se maj in hvala še enkrat. Hvala. Čau.